Prisrčen pozdrav voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. V zadnjih dneh je v slovenski javnosti odmevala informacija, da je skupina slovenskih pediatrov in kliničnih dietetikov v javnost poslala pismo, s katerim so se odzvali na ideje novega vladnega strateškega sveta za prehrano, med katerimi najdemo tudi možnost uvedbe veganske prehrane v izobraževalnih zavodih. Da takšna hrana ni primerna za otroke, piše v svojem pismu in tudi kritik so bili zato dietetiki oziroma pediatri deležni strani veganskih organizacij, ki zdaj nekako avtorjem pisma očitajo, da potvarjajo znanstvene študije in raziskave ter da si jih napačno interpretirajo. Moj nocojšnji gost je eden izmed sopodpisnikov tega javnega pisma, docent dr. Evgen Benedik, sicer klinični dietetik, zaposlen na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in tudi profesor za prehrano na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Dober večer. Dober večer. Deva se najprej dotakniti same ideje strateškega sveta. Mi česa podobnega v Sloveniji nismo imeli. Mislim, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje tisti, ki pripravlja smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ampak moramo iti v korak s časom. Je Slovenija potrebovala strateški svet za prehrano, glede na vse slabše prakse prehranjevanja? Zdaj, odgovor je lahko različen. Jaz bi rekel v tem primeru, da ne. Pa če dovolite, da pojasnim. V Sloveniji imamo že vrsto različnih inštitucij, predvsem Nacionalni inštitut za javno zdravje je tisti, ki je že do zdaj zelo dobro pripravljal te prehranske politike. In če bi se ljudje držali trenutno veljavne prehranske politike, ki jo promoviramo, bi bili že pravzaprav v toku s časom. Zdaj, zakaj pravzaprav ljudje tega ne prakticirajo, je seveda drugo vprašanje, družbeno vprašanje. Torej, nekdo, ki ima že neke prehranske navade izdelane, dodelane in živi relativno po njegovem ugodno življenje, zakaj bi spreminjal svoje prehranske navade, če to ni potrebno? Prehrana je nenazadnje element, pravzaprav del naše intimne zgodbe. In s tem, ko poskuša kdorkoli, v tem primeru strateški svet za prehrano, preveč, rečemo temu, mogoče agresivno posegati na to, kaj bomo mi jedli, seveda se mi z vsemi štirimi temu tudi branimo. Zdaj, tukaj je mogoče glavni problem, ki ga jaz vidim, pa ni samo to problem v Sloveniji. Naprimer, konkretno kolegi iz Nemčije so nas tudi pri tem podprli in tudi drugi kolegi, jaz lahko govorim za dietetike, naprimer, nas pri tem podpirajo, da moramo nadgraditi našo komunikacijo z laično publiko oziroma s končnimi uporabniki. Torej, da jim ne samo kaj morajo spremeniti, vendar zakaj morajo spremeniti in razložiti zgodbo, ker takrat, ko bodo ljudje razumeli celoten koncept ideje, zakaj bi bilo to za njih lahko boljše, bodo začeli razmišljati o spremembi svoje prehrane, svojega življenjskega sloga. Prej pa ne. Zdaj, ena izmed glavnih kritik je, da v tem strateškem svetu ni dietetikov, ni pediatrov. Ja, zdaj v strateškem svetu, glede na to, da bodo očitno pokrivali celotno področje prehrane, kot prvo pogrešamo pediatre. V tistem prvem osnutku strateškega sveta, ki je bil na začetku, tudi zdravnikov praktično noter ni bilo. Potem smo bili kritični že do tega, so zdaj noter tudi zdravniki, vendar pediatri kot pravzaprav varuhi zdravja otrok, ne samo takrat, ko otrok zboli, ampak še predno zboli, je pediater nujni člen. Zdaj, kar se tiče klinične dietetike, pa v bistvu v strateškem svetu je že ena klinična dietetičarka, bi pa mogoče bilo pametno imeti noter še kliničnega dietetika, ki pokriva področje odrasle populacije, ki pa trenutno ni zastopano. Zakaj je pediater tako pomemben za prehrano v otroštvu? Vi pravite, da sodelujete, ne, tudi vi ste zaposleni na UKC Ljubljana, na pediatrični kliniki. Kako so
kakšen je ta odnos med pediatrom in kliničnim dietetikom v odnosu do nekega pristopa k zdravljenju otroka, če je to potrebno? Kot rečeno, pediater je tisti osnovni branik na nek način zdravja otroka, ne samo takrat, ko zboli, ampak še predno zboli. Torej, pediater je ključni element tudi pri tem, pri snovanju smernic, naprimer prehranskih v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Klinični dietetiki, predvsem pediatrični klinični dietetiki v tem primeru, pa s pediatri vedno zelo dobro sodelujemo, smo tim v bistvu, multidisciplinaren tim, ki skrbi pravzaprav konkretno mi, ko otrok zboli, za ustrezno prehrano poskušamo na nek način ali blažiti simptome neke bolezni, ali upočasnjevati razvoj neke bolezni, ali pa naprimer v primeru celiakije kot take dejansko bolezen ne pozdraviti, ampak pomagamo zdraviti z 100% vseživljenjsko brezglutensko prehrano. Torej, funkcija kliničnega dietetika v tem primeru je različna. Seveda pa opozarjamo pravzaprav tudi na neustrezne prakse, že do sedaj smo opozarjali in bili že do sedaj kritični. V ambulanti, svoji ambulanti, naprimer, vedno, ko sem imel kakšnega otroka, ki se je neprimerno prehranjeval v nekem vrtcu, neki šoli, smo preverili jedilnike in že kontaktirali dotični vrtec ali pa šolo in opozorili na neskladnost jedilnikov z, naprimer, aktualnimi smernicami za prehrano. Zdaj midva govoriva o prehrani v otroški dobi, pa potem v odrasli dobi. Predvsej je bilo prahu v zadnjih dneh okrog tega, kakšno prehrano otrok potrebuje, torej, ko se razvija. Vi pravite, veganstvo ni primerno, veganske organizacije so skočile v zrak, nihče ni strokovno in klinično nikjer dokazal, oziroma pravijo celo, strokovno je dokazano, da je veganska prehrana za otroka povsem primerna in da ga zgolj navadimo na meso že v otroštvu. Ja, tukaj bi se zdaj jaz razmejil in omejil izključno in samo na pediatrično populacijo. Tako da, kar se tiče odraslih, torej polnoletnih oseb, so sami odgovorni za svoje početje. Govoriva o otrokih. Govoriva o otrocih. Jaz bi zdaj tudi se res fokusiral na otroke. Zdaj, da razložim zadevo v malo širšem kontekstu. Zdaj, seveda, mi, dietetiki in tudi pediatri, smo na tekočem z aktualnimi smernicami drugih držav. Tukaj govoriva predvsem naprimer Kanade, Amerike, če želite, Avstralije, Nove Zelandije, ampak mi gospodarsko ne moremo Slovenije ravno primerjati s temi državami. Poleg tega, naprimer, veste, da zdravstvo, konkretno v Ameriki, je plačljivo. Torej, če se nekdo odloči za vegansko prehrano, bodi si v fazi nosečnosti, v fazi dojenja, bodi si pri malčkih otrocih, bo poiskal strokovno pomoč in za ta strokovno pomoč bo vedno moral plačati. Ne male denarje, velike denarje. V Sloveniji načeloma naš sistem še ni tako dobro organiziran, da bi lahko mi v vseh vrtcih in šolah zagotavljali naprimer vegansko prehrano. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo premalo kadra v šolah, organizatorjev prehrane je premalo, to je en vidik. Drugi vidik je, da dietni kuharji jih je premalo in so tako organizatorji prehrane kot dietni kuharji premalo plačani za odgovornost, ki bi jo v tem primeru nosila. Poleg tega tudi dietetiki delujemo pravzaprav na podlagi denarja zavarovalnice, razen nekih posameznikov, ki se ukvarjajo s privat prakso. In sistem je popolnoma drugačen v Ameriki kot pri nas. To je prva stvar. To je prvi razlog, zakaj ne moremo samo prestaviti ameriškega sistema v nek slovenski prostor. Poleg tega stroške zdravljenja, morebitnega zdravljenja nosi zavarovalnica, ne pa, naprimer, v Ameriki nosijo stroške zdravljenja, morebitnega zdravljenja, posamezniki, ki se odločijo za tako prakticiranje. To je en vidik. Drugi vidik je, da veganska prehrana ni samo, kot ljudje si predstavljajo, ne bom jedel mesa, pa ne bom jedel jajc in mleka in da sem vegan. Da si vegan, rabiš imeti ogromno znanja, rabiš imeti ogromno časa in znanja prehranskega, da ustrezno uravnotežiš obroke, ki jih imaš pred seboj, zato da pokriješ skoraj vsa hranila.
V veganski prehrani pravzaprav predvsem hranila vitamina B12 ne moremo enostavno pokrivati, zato se pogosto odločajo za prehranska dopolnila. To je drugo ozko grlo. Prehranska dopolnila niso zdravila in prehranska dopolnila na slovenskem trgu in v evropskem trgu ali pa svetovnem trgu, če želite, so zelo, zelo slabo regulirana in kontrolirana. Torej, vi lahko kupite neko prehransko dopolnilo z vitaminom B12, na deklaraciji piše, koliko vitamina B12 je notri, ampak ko naredite analizo, ja pa lahko analiza odstopa, ne boste verjeli, lahko tudi za 100%. Tako da pri prehranskih dopolnilih nikoli ne veste, na čem ste. Zato se, če že, poslužujemo potem rajše, naprimer, vitamina B12 v obliki zdravila. Takrat pa točno vemo, kaj je noter. To je drug vidik, torej težko je uravnotežiti prehrano. Pa tudi, če bi jo želeli relativno poenostaviti, ker povprečna kuhinja v Sloveniji res nima časa, predvsem, če imajo veččlansko družino, se ukvarjati s tem. Potem pa zračunamo, da bi mogli pojesti toliko živil rastlinskega izvora, da fizično ne morete toliko pojesti. In se posega seveda zaradi časovne komponente po živilih, ki so tudi v veganskem svetu lahko visoko procesirana. In po analizah, ki jih imamo, so lahko velikokrat še slabše kvalitete kot mesni procesirani izdelki. Naprimer? Tukaj imamo naprimer rastlinske namaze, pa rastlinske hrenovke, oziroma nadomestke mesa. Kaj pa soja? Pri soji lahko drugače. Soja je relativno dober vir beljakovin in v bistvu pri rastlinskih napitkih, bi lahko rekel, da so rastlinski napitki iz soje lahko zelo dober vir beljakovin, seveda. Ampak jaz vedno trdim, da rastlinski napitki niti približno ne morejo biti enaki ali enakovredni, naprimer mleku, kravjemu mleku, kozjemu mleku, ovčjemu mleku, kaj šele humanemu mleku. To sta dve popolnoma različni stvari. In seveda vedno želijo nekateri izpostavljati določene prednosti. Naprimer, sojin napitek ima visoko koncentracijo ali pa vsebnost beljakovin. Celo višjo kot katerokoli pravzaprav mleko živalskega izvora. Ampak kaj je pa vsebnost kalcija, kaj je pa vsebnost naprimer drugih hranil? Seveda, mi lahko v sojin napitek dodajamo kalcij. To niso prehranska dopolnila, to so prehranski dodatki, ki jih živilska industrija dodaja. Ampak spet ponavljam, te prehranski dodatki, če jih gremo analizirati, a je res notri toliko kalcija, kot piše, oziroma tudi, če je noter toliko kalcija, kakšna je biorazpoložljivost tega kalcija. Biorazpoložljivost kalcija iz rastlinskega napitka lahko, ne nujno, lahko bistveno nižja, kot pa naprimer, če bi pojedali nek ohrovt ali pa cvetačo. Ali pa naprimer male ribice in čune, ko jih lahko s kostmi pojemo, tisti kalcij ima tudi izjemno dobro biorazpoložljivost, ali pa trdi siri, naprimer parmezan. Pa če se vrnemo zdaj nazaj, torej tukaj je jedilnik problem sestavljati. Potem seveda dobite v literaturi ali pa na internetu ogromno sugestij, kako pripraviti tak jedilnik. Zdaj, za splošno populacijo, seveda, ki verjame rumenemu tisku oziroma temu, kar prebere na internetu, je seveda zelo enostavno. Ja, na internetu sem prebrala, da lahko zagotovim potrebe po vseh hranilih. Ampak v prehranski znanosti točno vemo, kje so tukaj le sive cone. Imamo tako imenovane baze živil. Torej, imate noter brokoli, imate noter cvetačo, ampak je brokoli, če ga naberete na domačem vrtu, ali pa brokoli, ki ga kupite v trgovini iz neke masovne proizvodnje, lahko varira koncentracija oziroma vsebnost kalcija ali pa vsebnost nekih hranil. Prav tako, če vzameva eno ribo, naprimer gojeno ribo, bodisi sladkovodno ali pač v morju, za neko, ki normalno živi v nekem divjem okolju, bo tudi vsebnost, naprimer, maščobnih kislin lahko različna. Potem, če vzameva na primer lososa, če ga ujameva v različni fazi spolne zrelosti, je spet sestava mesa, sestava beljakovin, maščobnih kislin lahko popolnoma drugačna. Ampak povprečnega potrošnika to ne zanima. On se zadovolji z podatkom, ki ga dobi na spletni strani. Naprimer, losos vsebuje toliko in toliko tega in tega. Pa se to piše tudi na izdelku, ne? Piše na izdelku, ja, ampak te vrednosti so informativnega značaja praviloma,
to ne pomeni, da je absolutno tega toliko tudi tam noter. Predvsem tudi omega-3 ne boste našli na deklaraciji ponavadi, koliko je česa noter, koliko je noter vitamina D, koliko je noter drugih mikrohranil. Imamo zato prehranske baze. In zdaj, če vi veste, poznate to diskrepanco in da vi hočete prikazati, naprimer, da je neko živilo boljše od drugega, pa se spoznate na to bazo in seveda poiščete v tem primeru tisti brokoli, če hočete zdaj narediti reklamo živilom rastlinskega izvora, se potrudite, poiščete bazo, to je verodostojna baza, ki jo lahko citirate, poiščete nek podatek, ki vam je všečen. Naprimer, iz neke ameriške baze podatkov dobimo nek brokoli, ki ima naprimer ogromno kalcija. Zdaj se izmišljujem, ampak lahko delava tako. Potem pa vzameva neko živilo živalskega izvora, naprimer neko mleko, kravje mleko, kjer bo v bistvu brokoli pretehtal, ali pa nek rastlinski napitek, kjer bo pretehtal mleko in bomo rekli, ja, lejte, sej z rastlinskimi napitki lahko pokrijemo potrebe po kalciju. Ker očitno, evidentno, dokazano je, da nek rastlinski napitek, konkretno lahko rečemo sojin napitek, vsebuje več kalcija kot mleko. Torej, kje je zdaj problem nadomeščati kalcij? Ga ni, bi lahko zaključili. Ampak stvar je v biorazpoložljivosti. In na področju biorazpoložljivosti si jaz kot strokovnjak na področju prehrane ali pa kot znanstvenik na področju prehrane, jaz ne upam v tem trenutku trditi, da vemo in poznamo že vse mehanizme absorpcije. Če poenostaviva to za gledalke in gledalce, ko govoriva o biorazpoložljivosti, govoriva o tem, koliko dejansko teh vitaminov telo lahko absorbira. Tako. Koliko neko živilo predstavlja bioaktivnih komponent, ne samo vitaminov, ne samo mineralov, tudi če želite maščobe, beljakovine, jih naše telo lahko absorbira in jih uporabi za lastno delovanje. In to so znanosti, ki se trenutno zelo posvečajo temu problemu in še nimamo jasnih rezultatov. Tako da jaz v tem primeru sem zaradi tega malo bolj konzervativen pri posploševanju. Je pa res, da smo ljudje zelo nagnjeni k posploševanju. In na področju prehrane je to lahko velik izziv. Pa če grem še nazaj, torej zdaj sva imela to bazo, da vidite kompleksnost. Potem je druga stvar, zakaj smo mi proti, naprimer, veganski prehrani v šolah, poleg že omenjenih stvari. Mogoče se spomnite 20 ali pa 25 let nazaj je bila velika gonja proti maslu. Češ, da maslo povzroča vrsto zdravstvenih težav in takrat je velik del sveta, predvsem ameriški del in tudi velik del Evrope, promoviral naprimer različne margarine, torej hidrogenirane maščobe. Da je to zdravju zelo koristno. Promocija je bila. Slovenija je bila takrat ena izmed redkih evropskih držav, ki je temu rekla stop. Temu mi ne verjamemo. In leta kasneje se je pa ugotovilo, da v bistvu je bila mal prevelika reklama narejena hidrogeniranim maščobam in da je prehranska stroka se zmotila. Ampak ugotovili smo to na področju številnih smrti, ki so nastale zaradi tega, predvsem zaradi srčno-žilnih obolenj. Torej mi na področju prehrane najmlajših otrok, ker so v fazi hitrega razvoja, če mogoče še to nakratko ponazorim, da bomo lažje dali to v kontekst. Od spočetja, od oploditve, torej od spočetja in združitve moške in ženske spolne celice, se otrok v obliki ploda, torej fazi nosečnosti, more iz praktično 2 celic razviti do 3,5 kg, 4,5 kg težkega otroka v 9 mesecih. Potem v prvem letu pediatri stremijo k temu, da otrok potroji svojo telesno maso. Potem pa sicer pridobivanje telesne mase v gramih na dan počasi upada in se zaključi to pridobivanje telesne mase zdravo šele nekje pri 21, 22, nekje tudi 25 letih. Tukaj literatura ni lih enotna. In hitrost pridobivanja telesne mase na dan je v tem zgodnem obdobju, kar imenujemo tudi prvih 8000 dni, najhitrejše. In zato neko živo eksperimentiranje na otrocih, ki se hitro razvijajo, vemo pa iz prakse in iz znanosti, da pomanjkanje določenih hranil vodi
lahko v huda bolezenska stanja šele kasneje v življenju. A ne? Torej je zelo težko to povezati, neke kasnejše težave z boleznijo, da je bila neka napaka storjena mogoče v vrtcu ali mogoče otrok ni bil dojen. A ne? Dojenje tudi pomembno prispeva k zmanjševanju teh težav. Torej to je kompleksna slika in zdaj mi, glede na naš sistem, zdravstveni sistem, glede na to, da nimamo dovolj kadra, izobraženega kadra, organizatorjev prehrane, dovolj dietetikov na primarni zdravstveni ravni, na tem zelo delamo. Če bi nam strateški svet za prehrano pomagal dietetike umestiti na primarno zdravstveno raven, pa da bi pomagal znižati normativ organizatorjev prehrane, da bi organizatorji prehrane zdaj se ukvarjajo z javnimi naročili, potem se ukvarjajo s kadrovsko stisko, ker nima dovolj kuharjev, potem se ukvarjajo en starš bi tako, drug starš bi to, tretji starš bi to. Mi nismo a la carte. To ni šola a la carte kosila. Ne? Zdaj, poglejte, govoriva o tem, kako pomembno je prehranjevanje otroka, ko se razvija. Ne? Ampak mi imamo generacijo otrok z avtoimunskimi boleznimi, z alergijami, tega je več kot kdajkoli prej, tudi v odrasli dobi, ne? Ampak tudi med otroci je tega veliko. Pa so to otroci, ki jejo meso, jejo pa visoko procesirano hrano, jejo sladkor. Ne? Danes se govori o tem, da je mleko škodljivo, ne? Kravje mleko, ne? Zaradi proteina, ki ga ne prebavljamo. In potem ljudje to vse pogosteje sami obračajo se na funkcionalno medicino, zdravijo s prehranskim izločevanjem. Zdi se, da je veganstvo zgolj ena izmed teh izločevalnih diet. Pogosto je to dejansko res. Zdaj, zakaj je to tudi pri nas mal problem? Zaradi tega, ker, kot sem omenil, na primarnem zdravstvenem nivoju nismo dovolj okrepljeni, da bi lahko tem vsem ljudem ustrezno svetovali. Tukaj bi še mogoče poudaril, kot ste omenil, različna izločevanja. Predvsem na področju pediatrije velja. Kadarkoli imate kakršnega koli otroka, ki neko skupino živil iz medicinskega razloga ne sme uživati, torej ima bodisi alergijo, bodisi je preobčutljiv, bodisi ima neko drugo zdravstveni razlog za to, mi temu rečemo medicinsko predpisana dieta, že za te otroke, ki so nič krivi, da imajo neko dieto, nič ni noben kriv, da ima celiakijo, pa mora biti na dieti. Že za te otroke, ki so na medicinsko predpisani dieti, naše vrtci so kar dobri, šolam še malo manjka, predvsem zaradi kadrovskih stisk. Mi smo mnenja, pediatrična stroka in pa dietetiki, najprej seveda morajo imeti otroci ustrezno uravnoteženo prehrano. Na drugem mestu je treba poskrbeti za vse otroke, ki niso nič krivi, niso sami krivi, da so na neki dieti, medicinsko predpisani dieti, ne kar eni, ampak medicinsko predpisani. Še za te otroke se marsikdaj neustrezno poskrbi, moramo za te najprej poskrbeti. Ko bo za te urejeno, potem smo mi kot stroka se pripravljeni pogovarjati tudi naprej. Prej pa ne. Dokler ne bo za te otroke poskrbljeno, se ne bomo pogovarjali o teh stvarih, ravno zaradi tega, ker moramo najprej njim pokriti vse potrebe. Ker pri medicinsko predpisanih dietah in tudi ostalih, ki niso medicinsko predpisane, naprimer veganska prehrana, verske diete, velja. Ko izključujete neko skupino živil, se poveča tveganje za pomanjkanje hranil. Pika. In ljudje to nadomeščajo s prehranskimi dopolnili, kot so rekli. Ljudje to poskušajo nadomeščati s prehranskimi dopolnili, se pa ne zavedajo, da to ni zdravilo. In da v bistvu, če imajo smolo in uporabljajo nekvalitetno prehransko dopolnilo, niso nič dosegli. Zato je treba vedno v teh primerih, v pediatrični populaciji, pediatra obvestiti o nekem takem prakticiranju neke prehrane. Pediater bo seveda najprej opozoril, kar mora opozoriti, da to mogoče ni najboljše za otroka, ampak tudi po SPGAM priporočilih lahko potem pediater točno ve, kaj pri tem otroku mora spremljati, pogosteje naroča na kontrole, da ne prihaja do prehranskih primanjkljajev. To v Sloveniji imamo to pokrito. Kot opcija, če starši kljub opozorilu še vedno vztrajajo na veganski prehrani. Tukaj moram tudi še povedati, zaradi slabe pokritosti dietetikov na primarnem nivoju, imamo mi na pediatrični kliniki, konkretno v moji ambulanti, lahko vsi starši, ki so na veganski prehrani,
ki imajo otroke na veganski prehrani, lahko prijo k meni po brezplačen nasvet in poskušamo optimizirati njihovo prehrano tako, da bo prihajalo do da ne bo prihajalo do nekih pomanjkanj. To opcijo imamo. Ampak trenutno v celi Sloveniji se ukvarja samo par kolegov s tem, torej premalo je tega na primarnem zdravstvenem nivoju. Večkrat slišimo očitek vam zdravnikom, da ste zdravniki, niste pa strokovnjaki za prehrano. Teh imamo kar nekaj na socialnih omrežjih, na YouTubu, zvezde, tudi zdravniki, ki se zatekajo k funkcionalni medicini, ki zagovarjajo keto dieto, recimo, kjer se izločujejo ogljikove hidrate. Nekateri zagovarjajo vegetarijanstvo, tretji veganstvo. Kako je torej s tem v odrasli dobi? Mi imamo tudi klinične študije, ki dokazujejo, da ljudje s tem zdravijo svoje bolezni, torej z izločevanjem hrane. Ja, to bi zdaj, ta zdravniški del težko komentiram, ker sam nisem zdravnik, ampak sem klinični dietetik. Bi pa na tem področju izpostavil eno pomembno stvar, tako ste sami lepo povedali. Zdaj, kaj mi dajemo v usta, to je živilo. In zdaj, do trenutka, ko se ukvarjamo s tem, kako neko živilo pride na krožnik, je v bistvu to v domeni, rečemo, živilskih tehnologov, prehranskih strokovnjakov. Ko vi enkrat to zaužijete, pride do prebave, pride potem seveda do absorpcije določenih hranil, tam se vključujejo v bistvu zdravniki, ki imajo znanja o presnovi, o metabolizmu. Potem se vključujejo biokemiki, se vključujejo kemiki, se vključujejo biologi, se vključujejo tudi antropologi, če želite. To je potem kar naenkrat multidisciplinaren pristop. In seveda je to za povprečnega gledalca, če ni iz stroke, pa tudi če je iz stroke, včasih izjemno težko razumeti. In ljudje smo nagnjeni k posploševanju, in po enostavljanju stvari. Znanost je pa vse prej kot to. In zato imate ogromno gurujev, samooklicanih strokovnjakov na tem področju. Nekateri so tudi uspešni zdravniki. Nekateri so tudi uspešni zdravniki. Večinoma teh zelo dobro pozna metabolizem in v bistvu ima tudi na podlagi svojih kliničnih izkušenj, klinične kilometrine določena prepričanja. Ampak to še ni znanost. Znanost ne temelji na osebnih prepričanjih, znanost ne temelji na osebnih izkušnjah, znanost temelji na znanstveno dokazljivem materialu. Torej, probate ne enkrat dokazati, da vam nekaj ugodno ali pa neugodno deluje na vaše telo, ampak morajo različni raziskovalci po isti metodologiji priti do istega rezultata. In to je zelo težko, predvsem, ker človek je izjemno kompleksno bitje. Enostavno je zapreti miške, pa na miškah narediti, še enostavno na žuželkah, na človeku izjemno težko. Ampak ko so se pa pred oddajo malce pogovarjali, ste pa sami v bistvu tudi priznali, da vse več strokovnjakov prihaja do istih zaključkov, da velika večina sodobnih bolezni izhaja iz nekako podrtega ravnovesja v črevesju. Ja, črevesje je v zadnjih 10 letih izjemno zanimiv, rečemo temu, organ ali pa organski sistem. Na tem področju se ogromno delajo tako mikrobiologi, kot farmacevti, kot zdravniki. V glavnem, to je spet cela znanost. Da je prebavni sistem pomemben, že govori dejstvo, je približno 70 do 80% vseh imunskih celic našega telesa skoncentrirano okrog naših prebavil. Torej, je to izjemno imunsko pomemben organ. Pravijo jim drugi možgani. Drugi možgani, tudi zaradi tega, ker če pride do porušitve naše črevesne mikrobiote, ki jo imamo v prebavilih nekje po eni oceni 1 kg do 2 kg, oziroma z drugimi besedami, toliko imamo v črevesju bakterij, virusov in tako naprej, kolikor je vseh naših telesnih celic skupaj. Torej, to je ogromen živalski vrt, če želite. In zdaj ta živalski vrt tudi pomaga prebavljati našo hrano. In tvori določene produkte, te so pa bioaktivni produkti lahko, ki lahko lokalno povzročajo vnetje, lahko lokalno gasijo vnetje, lahko sistemsko povzročajo vnetje, lahko sistemsko gasijo vnetje, lahko povzročajo neko anksiozno depresivnost, lahko povzročajo neke aktivacijo nekih kroničnih bolezni ali pa po drugi strani preprečujejo to.
In na tem področju mi še zelo malo vemo, katera bakterija naj bi kaj delala, ker se bakterije tudi pogovarjajo med seboj in mi še ne znamo, če se lahko izrazim, čisto do potankosti razumeti njihovega jezika ali pa njihovega načina komuniciranja. Vemo pa, da za procesirano hrano, torej visoko procesirano hrano živalskega izvora, visoko procesirano hrano rastlinskega izvora, visok vnos soli, visok vnos sladkorja, visok vnos nasičenih maščob, Alkohol? ja, alkohol, torej teh nezdravih razvad, tudi kajenje, ne nazadnje, in tudi telesna nedejavnost, pa to ni prehrana, ampak je telesna nedejavnost, neugodno vplivajo na sestavo naše mikrobiote. In potem, ko je naša mikrobiota porušena, mi temu rečemo, da imamo disbiozo, lahko pride, to tudi dokazujemo zdaj, do lokalnih ali sistemskih vnetij in posledično do pojava neke bolezni. Govorijo tudi o porasti avtoimunskih bolezni. Ne? To je vse v bistvu povezano. In na tem področju je zdaj težko reči, da področje nutrigenomike in nutrigenetike je spet zanimivo področje, ki se ukvarja z to kompleksnostjo. In tukaj težko rečemo, da bi mi vse bolezni pozdravili samo z enim načinom prehranjevanja, naprimer govorijo o veganski prehrani. Pa lahko bi pa rekla, da so pa drugi ljudje, ki verjamejo v to, da bo paleo dieta pozdravila vse bolezni. Torej in zelenjava in sadje plus meso. Ampak zakaj potem posameznikom, številni so, ki o tem pričajo, pomaga? Ali vsak mora najti svoj način prehranjevanja? Kako je s tem? Medicina gre, predvsem v Ameriki, ker je vse povezano s financami, gre v smer individualiziranega načina prehranjevanja. Torej, vi pridete k zdravniku, dietetiku, vam vzamejo vzorec sline, naredijo nek profil in vam na podlagi vašega genetskega materiala, zelo poenostavljeno govorim, rečejo, vi pa v bistvu dobro prenašate ta živila, imate pa tveganje za te pa te bolezni, torej bomo ta in ta živila zmanjšali. Zdaj, to je zelo drag sistem in naša zavarovalnica dvomim, da bi pristala na kaj takega. Gre pa medicina ali pa razvoj medicine v to smer. To nas verjetno čaka v bližnji prihodnosti, ker na tak način lahko naredimo individualni prehranski načrt za posameznika. Ampak zanimivo je to, da pri teh individualnih načrtih zaenkrat niso še medicinsko priznani. To je v bistvu še vse v fazah raziskovanja. Ne? Ampak lahko rečejo, da se tukaj konvencionalna in funkcionalna medicina že malce podajata roke. Ja, si podajata roke. In gre v bistvu v to smer, da imate posameznike, ki jim dejansko odgovarja to, da so v celem mesecu pretežno na rastlinski prehrani, morajo pa mogoče imeti enkrat, dvakrat na mesec, naprimer neko kvalitetno ribo, neko jajce, neko kvalitetno živilo živalskega izvora. Ne vsak dan. Potem imate pa ljudi, ki pa rabijo namesto enkrat do dvakrat na mesec neko meso, ga morajo pa imeti enkrat do dvakrat na teden. Smo si že tukaj med seboj različni. Naprimer, kot ste sami rekli, ker ima vsak svoj lasten pragost v črevesju. Tako, vsak ima svoj lasten pragost in svoj genetski material, ki smo ga podedovali. In na tem mestu bi mogoče še poudaril eno stvar. Smernice, kako se delajo. Naša družba, imamo znanost, ki se ukvarja pravzaprav z epidemiološkimi pristopi, podajanje smernic, ki je to del epidemiološke znanosti. Imamo družbo, vzameva Slovence, 2 milijona nas je. In zdaj, če damo vse te Slovence pod en dežnik, jih ne moremo stlačiti pod dežnik. Torej, vedno ostanejo na eni strani ljudje dežnika zunaj, pa na drugi zunaj. Torej, to je pa Gaussova krivulja. In na eni strani imate ljudi, ki jim strašno ne odgovarjajo, naprimer ribe ali pa živila živalskega izvora, in te se sami odločijo potem za prakticiranje veganske prehrane in jim odgovarja. Ne bom rekel, da to ne obstaja, jim odgovarja. Pa imate pa na drugi strani ljudi, ki pa po sami rastlinski prehrani se ne bodo dobro počutili, bodo vedno imeli manj energije in bodo mogli vključevati meso. To sta dva ekstrema po Gaussovi krivulji. Velika večina izmed nas pa je pod tem dežnikom. In pod tem dežnikom mislimo, uživajte morske ribe enkrat do dvakrat na teden. To so ta prehranska priporočila. Uživajte, naprimer, Treba posplošiti na populacijo. Treba posplošiti, ker drugače ne gre.
a ne, drugače ne gre. In to je tista stvar, ki jo vseeno potrebno razumeti pri da gledalci razumejo, a ne, da zaenkrat smo mi po Gaussovi krivulji po tem dežniku gremo. In tudi priporočila se tako delajo. Potem pa seveda zdravniki detektirajo posameznike tudi znotraj tega dežnika, ki jim odgovarjajo pa neke tretje stvari. Naprimer, po nutrigenomskih oziroma nutrigenetskih raziskavah mi zelo promoviramo ribe, a ne, da so zdrave. No, imate posameznike, ki jim ribe dejansko lahko škodujejo. Potem imate posameznike, ki govorimo naprimer o folni kislini. Folne kisline je ogromno v živilih rastlinskega izvora. Ampak če imate mutacijo na določenem genu, ki kodira nek dotičen encim za absorpcijo folne kisline ali pa za presnovno pot folne kisline, je lahko neka nosečnica, tudi če je na veganski prehrani, v deficitu in se lahko v bistvu potem zaplete tekom nosečnosti. Imate tudi posameznike, prej ste omenili alkohol, ki genetsko ne sintetizirajo tako imenovanega encima alkohol dehidrogenaze, ki je odgovoren za pravzaprav metabolizem, torej presnovo alkohola v telesu. In če tega encima vi nimate, boste imeli hude težave po uživanju alkohola. Potem imate posameznike, ki imajo naprimer mutacijo, to se dogaja v naravi, se mutacije konstantno dogajajo, to ni nujno slabo, to je lahko tudi dobro. Pri teh mutacijah, naprimer za kofein, za presnovo kofeina, imate posameznike, ki jim kava ne bo odgovarjala. In bojo sami ugotovili, da če ne pijejo kave, pravega čaja, da se bojo boljš počutili. Ne? Torej so v ozadju neke personalizirane pravzaprav zgodbe, ki jih pa trenutna medicina v našem slovenskem prostoru enostavno nima kapacitet vse te zadeve reševati. Ker sva že na koncu oddaje, ker sva že čez uradni čas, ne, en citat, zelo znan, Hipokrat ga je izrekel, ne, naj bo hrana vaše zdravilo in naj bo zdravilo vaša hrana. Kaj po vaše kot mlad klinični dietetik je en tak izziv za prihodnost, s katerim se bomo ukvarjali, je to, kako s hrano zdraviti bolezni, glede na to, da so se danes veliko o tem pogovarjala, da velika večina teh pojavov izhaja iz, kot so prej rekla, tega porušenega ravnovesja med mikroorganizmi v črevesju. Ja, zdaj, to je Hipokratova izjava, ki dejansko zelo dobro opiše celotno kompleksnost te zgodbe. A ne? Zdaj, z samo hrano v redkih primerih zdraviti ne moramo, lahko pa močno olajšamo napredovanje ali pa upočasnimo napredovanje določene bolezni. So pa redke bolezni, kot je na primer celiakija, ali pa mogoče še druge presnovne, metabolne bolezni, kjer za prehrano dejansko do neke mere celo bi lahko rekli zdravimo. Ne? Večji izziv, ki je na tem področju, ki ga jaz zasledujem in opazujem, je v bistvu poplava informacij, ki so lahko med seboj popolnoma kontradiktorne. Imate znanstvenika, ki trdi, da je nekaj zdravo, pa imate znanstvenika, ki trdi, da nekaj ni zdravo. Tukaj mislim, da je eden izmed pomembnih izzivov, vsaj iz moje perspektive, komunikacija prehranske znanosti v prakso na način, da bo ljudem to dejansko pomaga. Ker kaj zdaj opazujemo je, predvsem pri najstnikih, kot pediatrični populaciji, ko se začnejo najstniki ukvarjati z prehrano, bodi si zaradi lepšega telesa, bodi si zaradi boljšega počutja, bodi si zaradi katerekoli opcije, druge, je zelo tanek led, da zaidejo v motnjo hranjenja. In to mi v praksi vidimo na dnevni bazi in to mi tudi vidimo iz znanstvene literature. Zaradi tega, ker narobe nekako razumejo, ker v prehranski stroki mi poskušamo ne ločevati zdrava živila, pa nezdrava živila, ali pa dobra ali slaba. Mi poudarjamo uravnoteženost. Torej tudi sem in kakšno nezdravo živilo v narekovajih, če pristane na krožniku, vas ne bo pahnilo v neko bolezensko stanje. Če je pa to na vsakodnevnem nivoju, potem je pa večji problem. In prišla sva do konca nocojšnje oddaje. Gospod Benedik, bilo je zelo zanimivo slišati vaša razmišljanja, seveda uspešno delo še naprej in hvala za obisk na Domovini. Hvala za povabilo.
Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Verjamem, da smo danes izvedeli marsikaj novega, zanimivega. To je bilo vse za danes, spet smo skupaj prihodnji teden. Nasvidenje.